lahko malo počakate, da greste tako bolj v eni skupinici? Nič ne bomo videli. Ste vesel? Rad bi pozdravil vse, predsednik Socialnih demokratov na tem sprejemu in uvodoma povedal nekaj kratkih, a iskrenih, morda tudi nekoliko čustveno obarvanih besed. Kako se to ni odveč ob takih dogodkih. Na zadnjem času sem se sam sebe spraševal, kako naj razumem velike spremembe, ki se dogajajo na slovenskem političnem prizorišču. Kako naj si razložim dogodke in procese in kako naj na osnovi tega pogledam v prihodnost in vidim tam vlogo socialne demokracije. Potem sem se zalotil, da tako rekoč vselej končam pri najbolj preprosti ugotovitvi, da se vse začne in konča pri ljudeh. Najprej pri ljudeh kot posameznikih in pri ljudeh kot skupnosti. Da se politika začne in konča pri njih in za njih. Tisto, kar je danes pomembno, je, da poslanska skupina Socialnih demokratov dobiva 4 osebe, eno kolegico in 3 kolege, ki so vsi po vrsti zrele politične osebnosti z izkušnjami, znanjem in ambicijo, da skupaj poslej ustvarjamo nekaj, kar mislimo, da je pomembno za prihodnost Slovenije. No, zdaj imamo skupaj možnost, da v Sloveniji gradimo to tretjo pot, to drugačno pot. Ne nazadnje, s to novo energijo, s tem novim zagonom, ki jo predstavlja socialna demokracija v Sloveniji, pa tudi nekaterimi našimi izkušnjami, ki jih imamo z vodenjem vlade, z vodenjem ministrstv, tako dobre kot slabe, tako tam in na tistih področjih, kjer smo bili uspešni, pa tudi na tistih področjih, kjer smo delali napake. Mi bomo seveda z veseljem ta prizadevanja socialne demokracije za pripravo alternativnega vladnega programa, za pripravo, če želite, socialno-liberalnega programa, mi bomo z veseljem prispevali svoje znanje in svoje izkušnje v gradnji tega novega projekta za sproščeno, za res sproščeno Slovenijo, za Slovenijo, ki bo seveda temeljila na človekovih pravicah, človekovih svobodah in pravni državi in vsemu tistemu, o čemer sem prej govoril. In jaz res verjamem, da se nam bodo na tej poti pridružili mnogi, ne samo poslanke in poslance, ne samo mladi strokovnjaki. Jaz seveda trdno verjamem, da se nam bodo pridružile tudi državljanke in državljani in da bomo skupaj gibanje. Vsi veste, da sem se nedavno vrnil službene poti v Tunisu, kjer je bil tudi kolega Juri. In ko so ga novinarji vprašali, kaj to pomeni, je rekel, ja, z Markom greva na medene tedne in danes lahko poročam, da so na teh medenih tednih usklajevala tu in tam različna stališča na podlagi oziroma na področju zunanje politike in seveda utrjevala tista v veliki večini, ki jih imava skupno. Pravijo, da ena lastovka ne prinese pomladi. Ampak 14 jo pa zagotovo. Danes je prvi spomladanski dan in izjemno sem vesel, da bom lahko letel v Borzovi in v Miranovi jati skupaj s prijateljem Tonetom, ki me v politiko pripeljal in seveda s kolegico Darjo in kolegom Milanom. Torej, oprosti, Marko, med lastovke pač mene težko vrstiš, jaz sem malo večja ptica. Namreč res velika verjetnost, da bo Janez Janša leta 2008 premaga na državno-zborskih volitvah. Vendar sta za to potrebna 2 pogoja. Danes o 3:30 smo predsedniku državnega zbora sporočili, da so našo poslansko skupino
vstopili kolegica Darja Lavtižar-Bebler, dr. Marko Pavliha, Tone Rop, dr. Milan Cvitko. A lahko samo moment zmotim z Jurijem, gospodom bi vaju posnel skupaj in sicer vprašal, kdo izmed dveh je bil ženjen oziroma nevesta na medenih tednih. Delovala smo povsem usklajeno in enakopravno, tako da se teh vlog nismo razdelila. Se pravi, bolj istospolna ljubezen. Tega nismo rekli, ne? Se nisem ukvarjala sva se z drugimi zadevami, sicer je bila dobra skupnost pri Mediteranski univerzi. Zelo dobro in trdno. Sprejmem tvoja pomirjevalna zagotovitev. Hvala lepa, jaz si bom pa spoštoval. Gospod Pahor, lahko zmotim za eno vprašanje. Ali ste zadovoljni z Jato, ki je trenutna v SD-ju? Ja, ampak nikoli, vedno mislim, da je mogoče še boljše. Se ne bojite, da je morda v tej Jati tudi kakšen drug ptič kot pa samo lastovke, kakšen večji ptič, ki ima večje na nek način? Kogar pri tveganjih preveva strah in ne optimizem, ta ni človek, ki bi bil človek sprememb, ampak človek, ki se umakne v kot in čaka, da spremenejo svet drugi na mesto njega. Ne, nimam tega strahu. Gospa Beblerjeva, lahko poveste, kakšen ptič ste vi, da ste rekli malo večji? Ja, zdaj bi morala imeti nekaj časa na razpolago. Nisem roparica, to zagotavljam naprej. Jeda ne, sem pa prej ptica pevka, z močnejšim glasom. Okay. Jaz bi vas samo vprašal, gospod Cvikl, kakšen lastovka ste vi v tej Jati, ali ste morda kakšna druga sorta ptiča? Zdaj, problem lastovk je seveda, da čez zimo odletijo. Ne? Tako da mislim, vsi v Sloveniji bi bilo dobro, da kdorkoli pač deluje na tej ptiči ravni, ne, da deluje celo leto. Ne? Torej, vemo, vrabčki ja, ne, in druge predvsem pa lepo avtohtone sorte, ne, so tiste, ki bi morali biti v Sloveniji. Milan, je pa dobra. Če bi vprašal SDS-ovca, bi rekel, da si kanalija. Ne, pa to nas drugi povejo, smo orlja, smo jastrebi, ne. Ne, mene je zanimalo, če se vrčete med lastovke, ker zdaj nekako stvorimo zgodbo, da ste lastovke pod vodstvom. Ne, jaz mislim, da nam ni treba letati po zraku, ne, jaz mislim, da smo mi kar trdno na tleh, ne. Predvsem, kot se rekel, problem lastovke je, da jih pol leta ni v Sloveniji, ne. Se pravi, ste vrabčki. Ne, jaz ostajam kar čist na tleh človeško bitje. Gospod Rop, ali se vi uvrščate med lastovke v tej Jati, ali ste morda kakšen drug ptič? Jaz se ne uvrščam med nobene ptiče. Se pravi, niste... Ne, nisem ptič. Ne, nisem ptič. Bomo naredili še eno družinsko fotografijo, potem pa vas valim na sprejem. Pa se bomo malo bolj stisnili. Samo smej se. A greste malo bolj skupaj? Samo dajte majte, A lahko lastovke malo pomahate vsi skupaj? Evo.